lepotice, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica. Jaz sem ful vesela, ker spet snimam. Zadnje dneve sem bila kar precej zaposlena, tako da sem v bistvu YouTube imela malenkost ob strani, ampak čisto se zadeve sprostile. Evo, jaz že snimam, ker imam polno enih idej, samo včasih zmanjka časa, tako da hvala za potrpežljivost. Definitivno pa ostam tukaj, ostam youtuberka, sam včasih rajš mogoče nekatere stvari oddelam, pa potem si vzamem čas za vas, ker potem se mi zdi, da se to vse na kameri pozna, da sem boljše volje, da imam spet nazaj tisto staro energijo. V bistvu se mi je zelo dotaknil en komentar ene gledalke, ki mi je napisala, da nimam več tiste svoje energije, saj v tistem zadnjem videu ne. In mogoče, če zdaj gledam nazaj, sem res ga šla snemati tako zelo zvečer, zelo zaposlena, zelo z mislimi nekje in se čuti. Zdaj pa se zadeve umirajo, tudi jaz se mi zdi, da sem nazaj nekako stara jaz. Celo razmišljala sem, da bi en tak zelo iskren video posnela, mogoče. Tako, jaz zelo rada delim zadnje čase svoje nakupe, a ne, kaj se mi pa mogoče dogaja, ali pa koliko je včasih enega dela za vsem tem, kar vi vidite, pa nekako ne delim. Mogoče iz razloga, ker vas niti ne bi zanimali, niti vas ne bi obremenjevala. Po drugi strani pa verjamem, da me gleda tudi kakšna, kako bi rekla, punca, ki je na neki poti do cilja, ali kakšna, ne vem, ženska, ki se želi uspeti, pa ne samo, ne vem, v svetu YouTubea, tudi sicer v biznis svetu in bi kakšen moj nasvet prišel prav. Tako da, če vas kaj takega zanima, z veseljem posnamem. Jaz, kot rečeno, zadeve se umirjajo, nazaj dobivam tisto pravo energijo in sem tudi zelo vesela, da snemam današnji video. Tega sem imela že dolg časa nekako v planu posnet in evo, danes je prilika. V bistvu, zakaj se gre, že lahko prebereš iz naslova tega videa. Namreč pogledali bomo 10 znamk, 10 modnih znamk, za katere si zagotovo že slišala, pa nekako jih celo življenje izgovarjaš narobe. Ni nujno, da jih, ampak tudi mene so nekatere zelo presenetle in priznam, tudi jaz jih izgovarjam narobe. Kot ve, sama sem taka strastna zapravljivka, zelo v bistvu taka modna navdušenka, obožujem prestižne znamke, nimam pa nobenega problema nakupovati tudi pri zelo preprostih nekakšnih brandih, kot so Shein, kot so Zara, kot so Bershka in tako naprej, a ne? Tako da, če te zanima, kateri brendi so tisti, ki jih celo življenje izgovarjamo narobe, da ti malo namignem, med njimi je recimo tudi Nike ali pa Adidas, potem glej naprej. Ok, pa pejva k prvemu brendu. Mogoče ti dam na začetku en tak namig. Jaz sem od nekdaj oboževala njihove pase in zelo z veseljem gledala, ker so božanski, znani so tudi v bistvu po parfumih, ki malenkost izstopajo oziroma so bolj taki močni, mogoče malo bolj taki orientalski. In o kateri znamki govorim, to je tale. Zdaj, kako sem jaz to znamko do zdaj poimenovala oziroma naglaševala, je Hermes. Po moji raziskavi, ki sem jo naredila, pa se znamka dejansko izgovarja takole, se pravi Hermes. Hermes. Zelo francosko, v bistvu tega H-ja sploh ne izgovoriš in reče samo Hermes. Naslednjo znamko sem prepričana, da poznaš, da če ne ti, ima pa 100% kdo od tvojih domačih vsaj en kos doma. Pa ti ne bom mogoče takoj zaupala, za katero znamko gre, ampak dala spet en tak namig. V bistvu njegov ustanovitelj je Adi Dassler. In prijatelji in vsi njegovi kolegi pa so ga klicali Adi. To je bil njegov vzdevek in dejansko iz njegovega vzdevka in njegovega priimka so ustvarjali znamko, ki je danes znana po celotnem svetu. Adi Dassler. Adi Dassler. Adidas. Ja, tako je. In slišam sploh v kakšnih filmih ali pa od kakšnih Britancev ali pa sploh kakšnih YouTuber, da Adidas zelo rade v bistvu naglašujejo Adidas. A si že slišala? V kakšnem filmu tako na hiter Adidas? Dejansko ne. Mi Slovenci več ali manj izgovarjamo to znamko prav, se pravi, znamka se reče Adidas. Čisto nasprotje pa je znamka Nike. Nike pa se ne izgovori tako, kot je recimo bilo meni do zdaj poznano. Jaz Nike pač rečem Nike. Verjetno poznaš, da njihov zelo v bistvu zaščiten znak, to je kljukica, ki je na topih, ki je na športnih teh legicah, športnih copatih in tako naprej. Nike se ne izgovori Nike, jaz celo življenje to izgovarjam narobe. Pravilno se izgovori Nike. Torej Nike, Nike. Nike. Gremo naprej. Naslednja modna znamka je tudi ena bolj prestižnih. Jaz sem od nekdaj občudovala njihove blazerje, ki dosegajo ceno, tam zadnjič sem videla v Sportini, 1800 evrov. So pa blazerji res top, imajo taka zelo široka ramena, enostavno čuti se kvaliteta, te zlati gumbi, zgleda božansko. In kako sem saj jaz do zdaj tudi to znamko naglaševala, je Balmain. No, saj jaz sem mislila do zdaj, da je Balmain, je pa to čist narobe, ker znamka je francoska in Francozi dejansko ne izgovorijo črke N. In pravilna izgovorjava znamke Balmain, ki zdaj ne bomo več tako govorile, je Balmain.
Balma. Balma. Potem imamo tukaj še eno zelo znano znamko, meni se nekako najbolj vtisnila v spomin po svojih pregrešnih torbicah in to je tale znamka. Jaz sem do zdaj to znamko izgovarjala Moschino. Kako si jo ti? Izgovor na glas. Moschino. Ne, ok, da si ne boste preveč vtisnili nekako v spomin. To je italijanska znamka in Italijani črke S, C, H in I izgovarjajo ski. In dejansko se ta znamka pravilno reče Moschino. 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 Se deluje tako italijansko. Torej, ne Moschino, ampak Moschino. There's something on my floor. Oh, it's Versace. Versace on the floor. Tako nekako gre. No, in Versace je tudi ena modna znamka, ki jo lahko vrščam v ta video. V bistvu sem tudi jaz celo življenje izgovarjala Versace, Versace. Pa sem pa 2 leti nazaj nekje zasledila en intervju z Donatello Versace, kjer je v bistvu povedala, da je nekako največja zmota njene znamke ravno ime oziroma kako mi, uporabniki oziroma potrošniki Versace izgovarjamo. Torej, ni Versace, to je narobe, ampak se pravilno znamka izgovori Versace. Torej, ne Versace, Versace. V bistvu je zelo znana po takih bolj udarnih barvah, udarnih kosih, maka v bistvu zlato-rumena barva in potem takoj vem recimo, da gre za nek Versaceov kos. Naslednjo modno znamko imam tudi, če vem, kako se izgovori, zelo v bistvu probleme jo izgovor, zato ker sta R pa L tako zelo nekako hecen skupaj, pa potem je še pri drugem delu besede spet ta L in ne vem, 1000krat izgovorim narobe, preden izgovorim prav, ampak se bom potrudila, da vas naučim. Torej, ljubitelji serije Friends, prijatelji, ki je delala Rachel dolga leta oziroma pri znamki Ralph Lauren. In veliko ljudi v bistvu to znamko izgovori narobe in reče Ralph Lauren. Torej, ta drugi del besede nekako naglasi, da je poudarek bolj na tem drugem zlogu. Lauren. To pa ni prav. Pravilno je Ralph Lauren. Še eno znamko imamo, ki je meni osebno zelo všeč, dejansko se mi toliko dopade ta kombinacija temnejše in svetlejše rjave, da mi je sama znamka božanska in to je tale. Zdaj, kako se to pravilno izgovori? Ne vem, a si sama izgovarjala prav ali ne, ampak veliko ljudi reče Louis Vuitton. S-ja se torej ne bere, pravilno se ta znamka izgovori Louis Vuitton. Louis Vuitton. Torej, S-ja ne bereš oziroma ne izgovarjaš. Naslednja znamka ima ene bolj prepoznavnih superk na Instagramu, zagotovo si za njih že slišala oziroma jih videla. Kako pa se dejansko pravilno izgovori? To je Balenciaga. Torej, C izgovoriš S. Balenciaga. In še last but not least, znamka, za katero sem prepričana, da si že slišala in večino ljudi oziroma večino deklet to znamko izgovarja lepotica, kar je čisto v redu, kar je čisto prav, v bistvu besedno nobene napake. Kako pa jaz želim, da bi to znamko izgovarjala, pa je lepotica. In zaradi mene dodala še besedo sem, torej z nasmehom in da bi to rekla na glas, da bi to res začutila, da bi se končno nehala obremenjevati zaradi celulita. Tudi jaz ga imam in ne malo, veliko sem ga kar uspešno pridelala v zadnjih letih. Veš kaj, zadnjič sem prebrala celo, da je celulit zdrav, da je ok, da ga imamo čisto v bistvu vse ženske na tem svetu. Tako da dovolj v bistvu primerjanja med sabo, dovolj gledanja teh popolnih Instagram fotografij, ki so obdelane nekako v želji, nažalost po večjih všečkih. Veliko punc fotografije obdela, kar pomeni ali skrije celulit, zoža si trebuh, poveča si zadnjico in zaradi tega potem ti lahko vsa nesrečna gledaš vse te slike, resnica je pa mogoče popolnoma drugačna. A ne pravim, da to dela vse, ampak se zgodi. Tako da nehi se enkrat že primerjati, nehi se obremenjevati z drugimi, nehi nekako misliti, da si manj lepa, ker nisi, ker si lepa točno taka, kot si in jaz ne moram dovolj poudariti, koliko je v bistvu prava lepota, koliko je tisto, kar res šteje in kar meni ogromno pomeni energija človeka. Torej, kako se ti pogovarjaš z ljudmi, kakšna si ti noter v duši, kako tretiraš ljudi. Jaz najbolj cenim uspešne ljudi, ki so nekako prizemljeni, ki znajo stopiti do navadnega človeka, mu dati roko, se pogovoriti z njim in se ne čutijo nič več kot druge. Verjamem, da sem na svoji poti spoznala ogromno ljudi, intervjuvala ogromno zvezdnikov, nekako to slovensko smetano in marsikdo med vami bi bil razočaran. Tako da nehi se primerjati, imej se rada, bodi prijazna, oddaj dobro energijo in ne se obremenjevati zaradi odvečnih kilogramov, ker pa
Zakaj? Pač imaš kilo, 2, 3 več, nima veze. Če si ti srečna, če si ti zadovoljna, naj ti nič na svetu ne vzame te energije, ker se mi zdi, da sreča je nekaj to, čemer vsi strmimo in noben denar in nobena materialna stvar ti tega ne more povrniti. Tako da, lepotica, imej se rada in izgovari to z nasmehom in kakor sem rekla, če boš rekla lepotica na glas, ajde, gremo zdaj reči vse lepotica besedo na glas in zraven dodati še sem in to res čutiti in to res misliti. Lepotica sem. In s to mislijo bom današnji video tudi zaključila. Spodaj v komentar mi zapiš, kako se ti je zdel današnji video. Če bi želela, recimo, lahko postavim še drugi del, ker sem med raziskovanjem naletela še na kar nekaj brandov, ki bi jih lahko vključila v današnji video, pa bi nekako rada malo videla vaš odziv, kako se vam je dopadalo. Tako da definitivno, če vam je bil video všeč, zapis spodaj v komentar. Mogoče katera znamka te je najbolj presenetila, kako se v resnici izgovarja, ali pa če si že za katero vedela in si že bila nekako obveščena. Tako da to je to za današnji video. Ne mi pozabiti slediti tudi na Instagramu, tam sem bila aktivna cel ta čas in sem tudi sicer vsakdan gor, tako da Afna, Evina lepotilnica, tam me najdeš. Ne pa se pozabiti naročiti tudi na moj kanal, stisnem tale rdeč kvadratek, naroči se, da boš prva obveščena, ko objavim nov video ali pa drugi del tegale videa, ki smo ga začele. Lepo se imejte, lepotice, in do naslednjič. Čau, čau!